Predvsem zahvala za to razstavo vsem tistim, ki sodelujejo, ki se pridejo v decembru zabavati in za uspešno prinesejo eno lepo fotografijo, ki pa damo lepo na prodaj in dobrodelne namene. Se pravi, predvsem zahvala njim. Zakaj se gre pri tej razstavi? Gre se zato, da pred 3 leti smo začeli z nekimi dobrodelnimi dražbami oziroma kasejnih lokal, oziroma tako bom povedal, cela zadeva je nastala zgolj iz ene prednovoletne zabave. Se pravi, nekje pred 9 leti smo naredili prvo prednovoletno zabavo za fotoreporterje in tako se nekako začeli in to je bilo tradicionalno v gostilnici Charlie. Ko se je ta zadeva zapirala, je tam ostalo 250 fotografij in smo se takrat odločili, da to damo na dobrodelno dražbo. In smo prišli v sodelovanje z županom, ki nam je omogočil to galerijo in danes je to postala tradicija. Se pravi, vsako leto, ko naredimo zabavo, tudi obenem fotografije velja za neko stopnino, naredimo pol kasneje tudi dobrodelno dražbo. To je osnovno. Letos je pa 80 avtorjev slovenskih, tudi zelo, zelo znana imena, tako kot tale Nace Dizil tukaj. Izklicna cena je 50 €, denar je pa namenjen slepim in slabovidim otrokom. Koliko denarja se je lani zbrali? Lani smo zbrali okrog 7 000 €, jaz upam, da bo letos malo več. Vsaj 10 000 € več. Koliko misliš, da boš iztržila za svojo sliko? V bistvu, kolikor bo dober, zato ker gre tako namene dobrodelne, tako da upam, da bo Little Odessa prinesla vsaj kakšnega evra. Kdo bi bil najbolj primeren Slovenc, da bi imel razstavljeno to sliko, ne vem, v dnevni sobi? Kdo bi bil najbolj primeren Slovenc? Ampak koga bi si najbolj želela, recimo, da bi imel tvojo sliko obešeno v svoji sobi? Kaj pa vem, v bistvu vse, to je lahko malo kdorkoli to sliko bo malo obešeno, če mu pove eno svojo zgodbo, tako da ni važno, a je pomemben Slovenc, ni pomemben Slovenc, pač glavno, da nekdo je in da prispeva. Stevardese katerega letalskega prevoznika so to? Adrie. Ena zelo dolgocajtna predstavitev enega novega aviona. Vidim, da sam si se zabaval. Veš kaj, če človek urata dolg cajt pol... Koliko misliš, da boš iztržil za to sliko? Pa vem. Ne, veš kaj, jaz bom takoj zdaj razdal. Da mi pomagaj? Jaz ti dam lovo, in pol, sploh ne daš na avcijo. Prav, zdaj mi vzame dol. Le, če bi si enega zbral, par kjer mu bi ta slika visela v dnevni sobi, kdo bi to bil? Ranko Novak. Od kje si pa ti doma? Zdaj že drugo leto imam jazz, ker imam eno serijo teh fotografij in imam enega kupca, ki vsako leto pride po to mojo sliko. Koliko pa misliš, da bo dal letos za to sliko? Ja, upam, da več kot lansko leto. Koliko je bilo pa lansko leto? Ja, manj kot letos, upam. Le, če bi si enega zbrala, par kjer mu bi ta slika visela, kdo bi to bil? Ja, to pa ne bom povedala. En človek, recimo, ki bi bila najbolj ponosna na to, da bi ta slika visela pri njemu na steni. Ja, vsi pravim, da je nekdo, ampak ne bom povedala, kdo. Koliko ste skrivnostni fotografi? Ja. Vsako leto, odkar sodelujem pri tej razstavi, nekako dam eno glasbeno fotko, ker to zelo rad slikam. Koncerte in podobne stvari. Pa letos se mi je nekako zdel Igijev koncert oziroma Igin Studio s enim najboljših koncertov pri nas. Zato, no. Koliko misliš, da boš dobil za to fotografijo oziroma? Ja, ne vem, mislim, v resnici mi je vse en, koliko bom dolgo, upam, da je pač čim več, ker gre za dobro stvar, ker zbiramo denar za društvo slepih in slabovidnih in upam, da pač čim več, da bomo tudi letos na društvu omogočili se kakšne prepotrebne potrebščine, lupe in to tako da. Če bi se zbral enega človeka, pri kateremu bi rad, da bi visela ta fotka, kdo bi to bil? Pa vem. Ne vem, kako mislim. Ne vem, res ne vem. Da se bom zatizel, ker si jo bo kupilo. Zakaj se odločil, da daš to sliko v izbor? Zato, ker sem vedel, da noben drug ne bo dal. Koliko pa misliš, da boš iztržil za to fotografijo? Upam na 80 €. Le, če bi si enega izbral, enega Slovenca,
pri katerem bi ta slika visela, koga bi si? Kakšen Lojze Peterle ali kakšen tak. Ok, hvala. Res lepa hvala vsem ljudem, ki pridete na take ideje, vsem tistim, ki te ideje podprete, da lahko zaživijo. Jaz pa v imenu našega društva obljubim, da bodo zbrana sredstva res šla za stvari, ki slepim in slabovidnim olajšajo tako šolanje, študij, delo in vsakdanje življenje. Lepa hvala.